Bratev srce, kar nas je sinov slovičema, sinov slovičema tebe. Živi na si narodi, ki hrepeni dočakat dan, da kone sonce ogi, prepiri svita bo pregnan. Darojak prostosak nevrakle sosed pomejak. Darojak prostosak nevrakle sosed pomejak. Nevrakle sosed pomejak. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, drage članice in člani Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, drage prijateljice in prijatelji, dobrodošli in lepo pozdravljeni na predvolilni konvenciji predsedniškega kandidata dr. Milana Zvera. Danes smo se zbrali tukaj iz širšega pomurskega področja, da izkažemo podporo našemu kandidatu Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. V naši sredi zato prisrčno pozdravljam predsednike in predsednice ter člane in članice odborov Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke, med njimi še prav posebej predsednika mestnih odborov NSI in SDS, Desiderija Šoša in Karla Šoša, ki sta tudi predsednika pomurske regijske koordinacije SDS in NSI. Dobro večer. Tako seveda pozdravljamo tudi vse prisotne župane in svetnike iz vrste SDS in NSI iz vseh pomurskih občin. Seveda pa najtoplejši pozdrav velja našemu predsedniškemu kandidatu dr. Milanu Zveru, gospe soprogi Andreji in pa hčeri Urški. Dobro večer vsem skupaj. Včeraj se je tako uradno začela volilna kampanja za predsednika Republike 2012. Vesel sem, da me pri moji kandidaturi podpira kar tretjina poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije. Tako je spoštovani zbrani pred 3 dnevi o položitvi kandidature povedal naš predsedniški kandidat. O predaji podpisov poslank in poslancev so se mu pridružili številni podporniki, nekateri od njih so danes tudi z nami. Kljub temu, da je Milan doslej v mesecih od marca do danes že nekajkrat prekrižaril Slovenijo po dolgem in počez, se mi zdi lepo, da ste se skupaj s svojim volilnim štabom, gospod Milan, odločili, da to storite ponovno. In veseli smo tega, zagotovo upam, da ste veseli tudi vi, da smo spet tukaj v Murski Soboti. Današnja konvencija je že druga zapored. Včeraj smo bili v Izoli. V mesecu, ki je pred nami, se bo karavana našega predsedniškega kandidata le nadaljevala, saj je v minulih mesecih obiskal že več 100 slovenskih mest in manjših krajev, stisnil roko na tisoče in vsakemu posebej izrekel besedo zahvale za izraženo podporo. Od zdaj naprej bo kampanja le še bolj intenzivna. In prepričani smo, da se bo naš predsedniški kandidat odlično odrezal. Kot rečeno že uvodoma, nas danes gosti mestna občina Murska Sobota, najsevernejše slovensko mesto, ki pa se letos lahko pohvali tudi s prestolnico, saj je partner v mestu Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture. Zato prosim, da nas v imenu organizatorjev nagovori gospod Karel Šoš.
evropski poslanec in kandidat za predsednika Republike Slovenije dr. Milan Zver, spoštovana soproga dr. Andreja Hvaljević Zver, spoštovani minister za notranje zadeve Republike Slovenije dr. Vinko Gorenak, spoštovani poslanci Nove Slovenije Slovenske demokratske stranke Državnega zbora Republike Slovenije, spoštovani župani in svetniki pomurskih občin, spoštovane članice in člani Nove Slovenije Slovenske demokratske stranke, spoštovani simpatizerji, spoštovani dragi prijatelji. V veliko čas in veselje mi je, da vas lahko danes pozdravim tukaj v Murski Soboti v tej čudoviti dvorani na konvenciji našega dragega predsednika, dragega kandidata za predsednika Republike Slovenije, dr. Milana Zvera. Prepričan sem, da smo se zbrali za to, da izkažemo podporo kandidatu, ki vidi dalje, ki je vreden zaupanja in ki bo pravi predsednik naše domovine. Dragi Milan, v tej težki in neizprosti borbi ti želimo veliko upanja, vere, radosti, obil uspehu in končno zmago na tej poti. Naj te Bog blagoslovi. Hvala. Letos pomladi je bila v podporo kandidaturi dr. Milana Zvera za predsednika Republike ustanovljena civilna pobuda Združujemo za prihodnost. Ta je v ustanovni izjavi med drugim poudarila naslednje. Podpisani pod to izjavo se združujemo v enotnem upanju omogočiti vsem prebivalcem Republike Slovenije najbolj optimalni razvoj, tako vsakega posameznika kot domovine v celoti. Živimo v času, ki še posebej terja vizijo prihodnosti, v kateri bi se enotna volja slovenskega naroda odrazila vse splošnem napredku na vseh področjih in ob spoštovanju pravne države. Naš podpis izraža nedvoumno prepričanje, da je dr. Milan Zver tista oseba, ki nas kot predsednik domovine Slovenije lahko pripelje do teh ciljev. In, gospe in gospodje, pod to izjavo se je podpisalo že več kot 9500 ljudi. Upamo, da ste tudi vi med njimi. Tisti, ki tega niste še storili, to zagotovo lahko storite danes, ko pridete domov, da podoživite vaše trenutke. Ampak prva je izjavo podpisala gospa Barbara Prezigar. Poglejmo njeno izjavo. Uspešne so samo tiste skupnosti, ki so notranje povezane, ki imajo skupni imenovalec in v katerih je pomembno spoštovanje avtoritete, saj stalno rivalstvo dezintegrira družbo. Vloga predsednika države je, da nam pomaga najti skupni imenovalec in da išče odgovore, kaj nas pri tem iskanju ovira. Predsednik mora v sebi razumeti, da brez tega in s potikanji, politikantstvom vsi izgubljamo.
Zato je njegova naloga načrtno vzgojati skupinski zavesti in k smiselnosti obstoja. Opozicijska drža mu ne pristoji. Potrebujemo predsednika, ki bo premagoval neizmerno nagnjenje do zavisti, povabil k odločanju odlične posameznike, ki so vmotnili in nam omogočil kvalitetno obstojati in bo dostojno predstavljal našo državo. Kmalu bomo torej odločali, kdo bo naslednjih 5 let predstavljal našo državo navzven in nas povezoval navznotraj. Milan Zver je človek, ki je s srcem in dušo predan vsem tem ciljem. Kot predsednik bo državnik, saj že danes izkazuje suvereno držo in plemenit ponos, ki podpira ta pozitivno samopodobo državljanov. Ima žar, pogum in vizijo, ki mu bodo pomagali pri definiranju naših skupnih ciljev, ne glede na njegov politični okus in filozofske predpostavke, iz katerih živi, in ne glede na njegove religiozne temelje. Milan Zver je človek, ki mu je blizu skrb za soljudi, ki ve, da uveljavljanje pravic ne sme biti v škodo drugih, ki je svoboden in se ne pusti ustrahovati, ki čuti pripadnost in ve, da obstajajo stvari, ki so svete. V našem skupnem interesu je, da izvolimo Milana Zvera za predsednika Slovenije. Zato bom tudi sama 2. novembrsko nedeljo letošnjega leta na volitvah za predsednika države svoj glas dala Milanu Zveru. Dr. Milan Zver je na vseslovenskem zborovanju v štajerski prestolnici v Mariboru, ki se ga udeležilo približno 4000 udeležencev, edini med kandidati za predsednike republike predstavil svoj koncept, vizijo in program razvoja naše domovine. Podporo njegovemu programu so poleg predsednikov obeh strank, Ljudmile Novak in Janeza Janše, izrekli tudi ministri v vladi Republike Slovenije. Med podporniki dr. Milana Zvera pa so tudi številna druga znana imena iz slovenskega družbenega in političnega življenja iz vseh slovenskih okolij.
Tako lahko na spletni strani Združujemo za prihodnost med drugim najdete tudi profesorja dr. Longa Šturma, Draga Jančarja, profesorja dr. Ivana Štoheca, izrednega profesorja dr. Staneta Grando, akademika profesorja dr. Janka Kosa, dr. Dimitrija Rupla, Toneta Kuntnerja, magistra Bernarda Brščiča, Damjana Damjanoviča in seveda številne druge. Doktorja Milana Zvera pa je zelo močno podprl tudi klub županov NSI in SDS. Med njimi jih je kar nekaj prav iz pomurskega konca, tudi danes so z nami, zato k besedi vabim župana občine Beltinci, magistra Mateja Gombošija. Prosim. Spoštovani kandidat za predsednika Republike Slovenije, dr. Milan Zver, spoštovani minister, poslanci, veleposlanik, kolegi župani, spoštovani prijatelji, ki so se danes tu z nami zbrali. Človek, ki se zaveda pomena znanja kot največjega razvojnega imperativa Slovenije v razvijajoči se Evropi. Človek, ki ima znanje in vizijo. Človek, ki ne deli ljudi na prvo in drugo razredne. Človek, ki se zaveda pomena kvalitetnega šolstva za uspešen razvoj Slovenije in Evrope. Človek, ki vidi dlje. Človek, ki spoštuje vse in vsakogar. Človek, ki pooseblja vrednote Prekmurcev, kot so poštenost in delavnost, saj je naš projekt. Človek, ki bo znal povezati ljudi in skupaj iskati odgovore na izzive slovenske prihodnosti. Človek, ki bo združeval za prihodnost. Kdo je to? To bo drugačen predsednik. To je novo upanje za Slovenijo. To je dr. Milan Zver. Spoštovani dr. Milan Zver, soprogo, spoštovani minister v Vlade Republike Slovenije, spoštovani prijatelji, ki smo se zbrali na tej konvenciji, da izrazimo podporo našemu kandidatu in da na nek način zbudimo upanje tudi tistim, ki danes niso tukaj v tej dvorani. Mnogim, ki seveda čakajo, da pride nekdo, ki tudi na tej najvišji simbolni funkciji v Republiki Sloveniji postavi stvari na svoje mesto. Milana Zvera v bistvu poznam že 20 let skoraj. In vedno, ko sem imel čast ali pa priložnost z njim sodelovati tako ali drugače, je iz njega izžarevala neka toplina, notranja moč in bil je nekaj takega, kot je bil seveda njegov prvi šef, to je bil dr. Jože Pučnik. Milan Zver je za Pomurje tudi zelo pomembna osebnost. Na nek način je tista vez z ostalim slovenskim narodom preko očeta in mame, ki preko reke Mure povezuje nas, Prekmurce, z ostalo Slovenijo. Zgodovinske okoliščine, v katerih smo se v različnih obdobjih časa znašli mi, prebivalci na to stran Mure, so seveda bile precej drugačne kot ostala Slovenija. Kljub temu je pa Milan ravno tista oseba, ki vse to razume in seveda tudi nosi v svojih genih.
In da ne bom pozabil, Milan Zver je bil tudi minister v vladi Republike Slovenije v obdobju, ko smo živeli najbolje. Zato je prav, da se mu tudi tukaj zahvalimo za takratno delo kot ministra za šolstvo. Namreč Murska Sobota je v njegovem mandatu dobila kar dve pomembni pridobitvi. To je ekonomska šola, srednja in pa glasbena šola. In še ena pomembna stvar se je takrat zgodila v tistem mandatu. Vsi slovenski srednje šolci so v tem najbolj občutljivem obdobju odraščanja imeli zastonj šolsko malico. Milan, hvala ti za vse, kar si takrat napravil kot minister. Hvala ti tudi za to, da si zbral voljo in pogum za to pomembno nalogo, za to kandidaturo. In jaz sem prepričan, da boš uspel. Hvala. Podpora našemu predsedniškemu kandidatu dr. Milanu Zveru ustrajno raste. Ljudje čutijo, da je napočil čas, ko se bodo morale premakniti tudi nekatere meje v glavah, da bo mogoče v naši domovini živeti bolj polno in sproščeno življenje. Slovenija ni samo del skupnega evropskega trga in evroobmočja, ampak je tudi del evropskega političnega prostora, s katerim želimo številne enake in podobne vrednote. Evropskemu poslancu, dr. Milanu Zveru, je podporo izrazilo tudi vodstvo Evropske ljudske stranke, katere članici sta tako Slovenska demokratska stranka in tudi Nova Slovenija. Predsednik Evropske ljudske stranke Wilfried Martens, ki je včeraj, tako kot naš predsedniški kandidat, dr. Milan Zver, izrazil veselje, da je Evropska unija dobila naziv za Nobelovo nagrado za mir, dejal takole: dragi prijatelji, Milan Zver je pravi kandidat za predsednika Slovenije. Še več, vem, da bo kot kandidat SDS in NSI zagovarjal skupne vrednote Evropske ljudske stranke. Prepričan sem, da bo sposoben združiti Slovence in si pridobiti spoštovanje slovenskih volivcev iz celotnega političnega spektra. Lahko mu zaupate. Izražam popolno podporo njegovi kandidaturi na prihajajočih predsedniških volitvah. Prepričan sem, da lahko z vašo podporo Milan Zver uspe na predsedniških volitvah 11. novembra 2012. Tako pravi, gospe in gospodje, predsednik Evropske ljudske stranke Wilfried Martens.
Kar nekajkrat smo že omenili, da kandidaturo dr. Milana Zvera z veseljem podpira tudi Nova Slovenija. Svetniki in vodstvo Nove Slovenije so dejali, da stoji za vrednotami njihove stranke. Danes je z nami predstavnik Nove Slovenije, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije in tudi domačin, gospod Jožef Horvat. Prosim. Spoštovani kolegi poslanci, spoštovani minister v vladi Republike Slovenije, dr. Vinko Gorenak, spoštovani gospodje župani, ekscelence, drage prekmurke in prekmurci, drage prlečke in prleki, predvsem pa ta trenutek prisrčno pozdravljam tebe, dragi prijatelj, je naš predsedniški kandidat Milan in tvojo soprogo Andrejo in hčerko Urško. Mi prekmurci in prleki smo tu doma, v deželi ob Muri. Geštice znajo dosta viš in rože imajo najlepši diš. Tudi ti, Milan, si tukaj doma. Tukaj stojim zato, da v imenu Nove Slovenije, krščanske ljudske in ponovno parlamentarne stranke v svojem imenu in v imenu moje družine izrazim iskreno podporo našemu predsedniškemu kandidatu, dr. Milanu Zveru. Dragi prijatelji, do sedaj smo v Sloveniji imeli predsednike iz leve politične provenience. Tisti, ki smo bili zraven, ko se je rodila država Slovenija, si moramo kritično odgovoriti na vprašanje, ali smo si želeli takšno državo, kot jo imamo danes, ta trenutek. Ob iskanju odgovora na to, za današnji trenutek ključno vprašanje, so pred nami naslednja dejstva. Prvič, v Sloveniji tranzicija in privatizacija po 21 letih še nista zaključeni. Drugič, državo ne vodi vlada, ki priseže pred državnim zborom, ampak vplivna omrežja. Tretjič, vplivna omrežja sestavljajo ljudje, ki jim lastna država ni bila nikoli v miselnem horizontu, zato jo danes s težavo postavljajo na oltar naroda, kot je pred kratkim povedala priljubljena slovenska novinarka in zgodovinarka. Dragi rojaki, vse prevečkrat imam občutek, da so nekateri že pozabili, s kakšno ljubeznijo in navdušenjem smo sprejemali nastajanje države slovenskega naroda. Vse prevečkrat slišim lahkotne izjave. Prej v Jugoslaviji nam je bilo bolje. Mnogi danes med slovenski narod vnašajo nemir ter zmedo, ter nam vsiljujejo nostalgijo po Jugoslaviji. Malo jim je mar za našo domovino Slovenijo. Na različne načine nam vsiljujejo nekakšno Jugo-Slovenijo. Ponovimo samo dva aksioma, dragi prijatelji, ki sta naredila našo državo. Izhajajoč iz volje slovenskega naroda in prebivalcev Republike Slovenije, izražene na plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije dne 23. decembra 1990 in ob dejstvu, da Socialistična federativna republika Jugoslavija ni delovala kot pravno urejena država in so se v njej hudo kršile človekove pravice, je Skupščina Republike Slovenije na skupni seji vseh zborov dne 25. junija 1991 sprejela temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Tega, dragi prijatelji, ne smemo nikoli pozabiti. Nova Slovenija
bo na letošnjih predsedniških volitvah jasno in odločno podprla doktorja Milana Zvera. Doktor Milan Zver spoštuje in neguje iste vrednote, kot jih imamo in gojimo v Novi Sloveniji. Doktor Milan Zver kot evropski poslanec ve, da je Evropska zveza nastala na temelju krščanskih vrednot. Če bi svet spoštoval te vrednote, ne bi bil danes v krizi, ki jo državljani v Prekmurju in Prlekiji še posebej trpimo. Milanu Zveru ni vseeno za Pomurje in njegov razvoj, zato je med nami na samem začetku uradne predsedniške kampanje. V teh težkih časih, ko se Slovenija sooča s hudo finančno in gospodarsko krizo, potrebujemo predsednika, ki bo združeval in povezoval slovenski narod. Predsednika, ki ne bo delil slovenskega naroda na prvorazredne in na drugorazredne. In Milan Zver je pravi kandidat, ki bo kot predsednik, za katerega sem trdno prepričan, da bo vse državljane imel za prvorazredne. Za doktorja Milana Zvera sem prepričan, da tistim, ki lažejo in tistim, ki kradejo, ne bo dajal še ene priložnosti. Milan Zver ni tisti, ki bo ljudi, politike in gospodarstvenike, predvsem politike, ki vlagajo maksimalne napore za reševanje te države, imenoval pleve. Tisti, ki razume znamenja časov, ve, da potrebujemo predsednika, ki vidi dlje. Potrebujemo doktorja Milana Zvera. Slovenija potrebuje predsednika, ki bo povezoval prav vse politične sile. Milan Zver Milan Zver je kandidat, ki natančno ve, kdaj je nastala država Slovenija. Končno si slovenski narod zasluži predsednika, ki izhaja iz vrednot slovenske osamosvojitve. Spoštovani, čas je, da Slovenija dobi predsednika po meri ljudi. Milan je človek vrednot, kar je večkrat dokazal skozi dosedanjo politično delovanje. Mi vsi pa v zmago moramo verjeti. Slovenska pomlad ima samo enega kandidata in Milan Zver je naša izbira, druge ni. Če želimo Sloveniji najboljše, potem taktiziranja odpadejo. Narediti moramo vse, da Slovenija končno dobi predsednika, ki bo predsednik vseh Slovenk in Slovencev. Ker smo odgovorni do domovine, moramo svoj glas nameniti našemu kandidatu. Ne smemo dopustiti, da bo predsednik države nekdo, ki ima do nje mačehovski odnos. Naj nam z anketami in drugimi mnenji ne vzamejo upanja. Mi verjamemo v zmago. Milan Zver bo predsednik države Republike Slovenije. Srečno. Spoštovani predsedniški kandidat, dragi Milan, spoštovani vsi prisotni. Nekje novembra lansko leto sva se sprehajala v termah v Rimskih Toplicah. Nisi še bil uradni kandidat, smo pa o tem razpravljali. Vesel sem, da si bil eden prvih, ki sem ti v tistem pogovoru rekel, Milan, moraš. Še posebej sem vesel tega, da me so naslednja dejanja v to prepričala.
Po včerajšnjem govoru predsednika države, ki naj bi združeval, kar pričakujemo od dr. Zvera in vemo, da bo to počel, včeraj pa smo slišali, da smo plevel. Torej, predsednik države predstavlja zrna, mi pa smo plevel. Tega ne počne noben predsednik države v Evropi. In tudi za Slovenijo je čas, da dobimo predsednika, ki bo vse Slovence združeval in ne delil. Vse od osamosvojitve do danes takega predsednika pravzaprav nimamo. Eni bolj, drugi manj, predstavljajo del slovenskega naroda, predstavljajo levi del slovenskih državljanov. In ne vseh državljanov. V Evropi temu ni tako. Večina evropskih predsednikov po izvolitvi stopi pred kamere in reče, bom predsednik vseh državljanov. Kaj takega smo slišali tudi že do sedaj od naših bivših ali aktualnega predsednika. Resnica pa je bila popolnoma drugačna. Samo če pomislimo na to, kaj se je dogajalo v zadnjem mandatu aktualnega predsednika. Tisti, ki so bili krivično, brez sodb pobiti, so bili označeni za drugorazredne stvari, za drugorazredne državljane. Tisti, ki pa so bili na čelu organizacij, ki so ubijale, pa so bili odlikovani. Gospe in gospode, tega ni nikjer, razen v Sloveniji. Zato, Milan, dragi Milan, spoštovani kandidat dr. Zver, Slovenija te potrebuje. Kot veste, sedim v vladi Republike Slovenije, ki vlaga nadčloveške napore v to, da ohranimo Slovenijo tudi finančno in ekonomsko samostojno. Povsod drugod, po vseh državah, kjer so zaprosili za pomoč, ali kjer so bili na robu tega, da zaprosijo za tujo pomoč, so predsedniki držav, ne glede na njihovo politično prepričanje, stopili pred kamere, stopili pred ljudstvo, tako rekoč, in povedali, v kakšni situaciji je država. In državljane pozvali k temu, da prispevajo k izhodu iz krize. V Sloveniji spet ni tako. Našega predsednika ne samo, da ga ne slišimo, ampak je proti temu, proti tistemu in proti oni. Vse, kar vlada počne, ali večino tega, kar vlada počne, ne podpira. Tega ni nikjer v Evropi. Tudi zato potrebujemo spremembe. Na predsednika države so običajno vezane dve besedi, enakost in pravičnost za vse ljudi, za vse državljane. Naš predsednik države po ustavi nima posebnih funkcij do inštitucij, ki jih sam danes vodim, na čelu katerih sem, se pravi policije in tožilstvo. Vendar te inštitucije potrebujejo jasno besedo se strani predsednika države. Enakost pred zakonom in pravičnost za vse. To, da skušamo to početi in da ni več tistih, ki so nedotakljivi, ampak so pred zakonom enaki, upam, da dokazujemo. Tudi v bodoče bo tako. Kljub temu pa potrebujemo jasne besede predsednika države, ne take, kot smo jim bili priča v tem mandatu.
September 2008. Afera Patria. Kaj pravi naš predsednik? Pravosodni organi morajo narediti vse, kar je potrebno. Kaj pa je sporočil? Zaprite ga. To je bilo njegovo sporočilo. Ko pa je na vrsti nekdo drugi, ki je politično njemu všeč, pa reče, dokler niso obsojeni, so vsi nedolžni. Ne! Mi potrebujemo predsednika, ki bo enak do vseh državljanov. Da se vrnem na začetek, verjamem, da bomo letos dosegli spremembo. Ankete in vse ostale zadeve naj ne motijo. Naj vas spomnim, da je gospa Brezingerjeva začela s 3%. Kje je končala? Današnja moja sodelavka, pa vemo, ne? Zato verjamem, da bomo s skupnimi močmi na volitvah prišli do sprememb na tem področju in, ker se mene tiče, verjamem v to, da dobimo novega predsednika, dr. Zvera. Hvala lepa. Zelo, zelo doma tudi moj mož. Kajti tukaj je bil v bližini Sobote, v Bratoncih, rojen njegov oče in Milan mi velikokrat pripoveduje, kako so, ko je bil še majhen fantek,
hodili z družino, z vlakom, v soboto so se pripeljali, tiste čarobne meglice so se kadile in potem so šli na polje delati in potem zvečer je seveda sledila gostija. To so bili prav gotovo čudoviti časi. No, zdaj živimo v malo drugačnih časih, prelomnih, težkih časih. Jaz sem zelo vesela, še enkrat pravim, da sem tukaj med vami, ki vas krasijo tista prislovična poštenost, skromnost, delavnost, trdna vernost in pa seveda tista trdna slovenska narodna zavest. To so za vas svete vrednote in svete vrednote so to tudi za mojega moža. Nekateri pravijo, da bomo šli 11. novembra na Martinovo na plebiscit. Res je, tudi jaz tako pravim. Plebiscit za izhod iz krize. Plebiscit za mir, za varnost, za blaginjo, povezovalnost. Zato, da se bo spoštovalo dostojanstvo vsakega človeka. Da ne bo med nami prvorazrednih in drugorazrednih. Da ne bo med nami klasja in plevela. Dovolj je tega. Kot veste, je Milanovo dušo in njegov značaj oblikovalo okolje, v katerem je preživel svojo mladost. In to so njegove Slovenske gorice. No in v te Slovenske gorice je dostikrat prišel na obisk tudi njegov dedek iz Prekmurja, to je bil Ajtek, Alojz. In še danes sem se z Milanom smejala po poti sem, ko mi je pripovedoval, kot že nekajkrat prej, kako je ta Ajtek kolo naložil v Soboti na vlak, se pripeljal na Ptuj, se tam usedel na kolo in potem odkolesaril gor v Destrnik, v hribček. S seboj je pripeljal seveda v stekleni posodi dobro prekmursko kapljico, pred hišo pa mu je padla na tla. Ubogi Ajtek! No, Milana je pot potem zanesla v beli svet, od Ptuja, Maribora, Ljubljane, sedaj tudi Bruslja, pa Štrasbura. Ampak v vseh teh postajah svojega življenja je dokazal, da zna pošteno, trdo, ustvarjalno delati. In to, kar jaz dejansko najbolj cenim pri njem, pa je, da pri vsem svojem strokovnem in političnem delovanju on vedno postavlja na prvo mesto svojo družino, mamo, hčere, vnuke, vse nas in dejansko so te vrednote družine in domovine pri njem na prvem mestu. In to še posebej cenim. Za konec naj vam pa povem samo še to, da odločitev, da greva na olimpijado, seveda ni bila lahka. Sprejeta je bila v mnogih pogovorih z družino in mi vsi smo se zavedali, v kaj se podajamo. Ampak nikoli tudi za hip ne omahujemo. Gremo naprej skupaj z vami, ker skupaj smo močnejši in skupaj vidimo dlje. Hvala, zelo prijazno od vas. Hvala za besedo, Alen. Hvala najprej vsem govornikom, ki ste povedali toliko lepih stvari o meni, da mi je že bilo kar malo nerodno. Sem le človek, tudi z napakami in slabostmi, ampak vendarle pa godi. Hvala tudi vsem predstavnikom Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke, ki
ki so se potrudili, da so organizirali ta že drugo konvencijo. Predvsem pa bi se zahvalil tudi Barbari in pa Francetu, ki me tako spremljata, včasih virtualno, včasih tudi fizično, na skoraj vseh mojih poteh po Sloveniji in teh je bilo zelo, zelo veliko zadnje tedne in mesece. Hvala tudi našim mladim, spet se zmotil, mladim zverinicam, podmladku Nove Slovenije in pa SDS. Ti ki hodijo tedne in mesece po slovenskih vrtcih, se igrajo z otroci, slovenske šole darujejo šolske potrebščine, kakšne domove ostarelih, kjer se pogovarjajo, delajo kratek čas upokojencem, gojencem domov. Dali so celo kri skupaj z mano v dobre namene, bi temu rekli. Skratka, vrsta aktivnosti skupaj s Prigarno, ki je prepotovala celotno Slovenijo in še enkrat hvala tudi njim, brez njih bi bila ta kampanja bistveno bolj siromašna kot je. Lahko rečem, da sem v teh tednih in mesecih prevozil vso Slovenijo po dolgem in počes, kot je že bilo rečeno. Imel ogromno nastopov v stiku, živega stika z ljudmi, veliko govorov, pogovorov, tako da sem tudi začutil, kaj ljudje potrebujejo, kaj si želijo in tudi kakšna pričakovanja naslavljajo name. To še ena dodatna odgovornost, da so resnostjo in vsem pogumom, kot je že omenila moja soproga, gremo v to olimpijado. In na olimpijado se gre, da se zmaga. Mislim, da je bilo dovolj sodelovanja na olimpijadah. Prej je že Jože lepo omenil, vedno so zmagali levi politiki, kar sam po sebi ne bilo nič slabo, če bi takrat, kadar bi zmagali, postali resnični državniki oziroma predstavniki vseh državljanov. Pa te sreče nismo imeli. Jaz resnično obljubljam to diskontinuiteto v tem smislu. Včasih me kdo vpraša, kakšna pa je tvoja prednost na tej predsedniški dirki. In jaz odgovorim, to je program, ali pa vizija, ali pa vem, kaj bi bilo potrebno v Sloveniji storiti, da bi šlo na bolje. No, ravno to sem pričakoval tudi od mojih rivalov, pa tega od nikoder ni. Zadnjo priložnost je imel sedanji predsednik, dr. Türk sinoči na svoji konvenciji, kjer smo vsi pričakovali, da bo dal svoj program. Pa je bilo glavno sporočilo nekaj drugega, kar smo prav tako že nocaj slišali. To je, da je slovenski politiki plevel. Plevel pa je treba seveda odstraniti. In tega se bojim. Bojim se, da bo še v naslednjem mandatu, če bo izvoljen, bolj ločeval kot je doslej. To je kar huda grožnja. Jaz mislim, da se zapisal zgodovino podobno kot v 90-ih letih, če se spomnite Kučan s tisto krilatico o diskvalifikaciji na to likvidaciji. To ni dobro za slovensko prihodnost. Imel lepo priložnost, da bi namesto ločevanja in delitev povedal nekaj povezovalnega, morda celo predstavil svoj program, pa ni. Iz meni neznanih razlogov. Razumem, da nima programa, ker ga noče imeti. Ker ta hip je edini realni program za ohranitev suverenosti Republike Slovenije, tisti, ki ga je predlagala vlada. Drugega ni. Tudi tega, ki ga je predlagala vlada, tega, ki ga je predlagala vlada, ta je bil podpret ne samo v evropske inštitucije, pa mednarodnem denarnem skladu, pa OECD, pa Evropski centralni banki, praktično povsod. Povsod so rekli, edino ta program lahko pomaga Sloveniji, da izide iz krize. In namesto, da bi se politika ali pa vse predsednik republike, ki mora tudi postaviti delovati integrativno, to je eno od njegovih poslanstv, pa je vedno proti vsakemu ukrepu, ki ga priredi ali pa pripravi vlada. Zdaj, če je nekje dejal, da ni proti vsemu,
ampak je zelo jasno povedal v svojih dosedanjih nastopih, da je proti vitki državi, obširno javno in državno pravo imamo. No, tukaj je tudi Pahorjeva krivda kar velika. Se spomnite tiste prigode, tistega štosa, ko je bil Pahor premijer, je dal na vseh ministrstvih od zade delati še en vhod. Pa veste zakaj? Zato, da tisti, ki so zamujali v službo, niso srečevali tisti, ki so prezgodaj odhajali iz nje. To je hec, ampak v volilni kampanji so dovoljena vse sredstva, vključno z heci. Predsednik je tudi jasno in glasno povedal ne ustrezni sanaciji bančnega sistema, ne agenciji, na katere bi prenesli slabe terjatve in tako da bi rešili banke njihovega kreditnega krča. To gospodarstvo, pa tudi fizično osebe nujno potrebujejo svež denar in ga danes ne morejo dobiti. Zato je vlada predlagala take ukrepe, da bi osvobodila banke te narodnosti in da bi seveda potem gospodarstvo lahko dobilo svež denar. Svež denar pa je nujno pomemben za investicije. Brez tega, brez svežega denarja ni svežih investicij, brez tega ni delovnih mest, brez novih delovnih mest ni gospodarske rasti in brez gospodarske rasti ne bomo prišli do blaginje, ki si jo tako želimo. Predsednik je rekel, da podpira dve reformi, sicer reforma trga dela in pokojninsko reformo, ampak na kak način podpira? Dejal je, kar se reforme trga dela tiče, glavni del te reforme je pa tako imenovana evropska delovna pogodba za nedoločen čas, ki omogoča malo fleksibilnost, ampak tudi večjo trdnost delavcem, ki dobijo službo. In potem si lahko tudi mlade družine recimo najamejo kredite in se uredijo svoje življenje. On je rekel, ne, ta rešitev ni dobra. Zakaj bi tuje modele prenašali v slovenske modele? Zakaj bi, če pa lahko si kaj sami boljšega razmislimo? Recimo, bil je tudi proti pokojninski reformi v tem smislu, ko je vlada odpravljala nekatere privilegije, čez da lahko diskriminira. Bil je proti vsem ostalim predlogom, ki smo jih pripravili oziroma ki jih je pripravila slovenska vlada. Zato sem v Mariboru, nekateri ste bili tam, govoril, da je njegov koncept ne, ker je praktično dejal ne vsem konkretnim reformam, ki so nujno potrebne. Slovenija pa poleg teh reform, ki so nujne tu in sedaj in ki bi morali učinkovati takoj, vključno s pisom zlatega fiskalnega profila v ustavo, ki bi dal finančnim trgom nekoliko drugačne signale in da bi dobili na podlagi tega cenejše kredite, cenejši denar. Slovenija pa poleg tega potrebuje tudi bolj dolgoročne ukrepe. In ko tam piše, da jaz vidim dlje, mislim predvsem v tem, da je potrebno urediti tudi preurediti tudi ustavno-pravni okvir, zlasti politični sistem in znotraj njega zlasti volilni sistem. Že danes smo se pogovarjali z kolegi tukaj, zakaj Prekmurje nima več svojih poslancev. Leta 90, recimo na prvih volitvah, je imela Ljubljana 10krat več poslancev kot Maribor, popolnoma asimetrija. Zaradi pač volilnega sistema. Večkrat se vprašamo, zakaj je slovenska politika to nestabilna, zakaj vlečejo vsi vsak na svojo stran, zakaj ni večje politične enotnosti, večje politične stabilnosti. Celo bonitetne hiše, ki nam dajo zadnje slabe ocene, so prvič javno povedali, da zaradi nestabilnih političnih razmer. Mi lahko imamo še tako sposobnega predsednika vlade, bo imel izjemno težavo držati skupaj, zagotoviti politično enotnost celo pri vladajoči koaliciji, kaj še širše v parlamentu. Razlog je v samem sistemu, ki ga imamo. Preveliko političnih strank pride v parlament in pa tudi preveliko v samo vlado. In potem je težko usklajevati. Vsak hoče biti viden, vsak hoče oblikovati svojo lastno identiteto, to pa oblikuješ vizavi vseh ostalih in na koncu zdela se skupaj kot nek štetir in prepir. Če bi imeli večinski volilni sistem,
se oblikujeta dve večji politični grupaciji, ki se itak oblikujeta. Ampak to ne bi pomenilo neke delitve naroda. Zato, ker vsaka, ki hoče zmagati, mora iti čez sredino in dobiti nekaj glasov tudi preko sredine. To pomeni, da avtomatično se obe politične opcije izbližujeta, tudi programsko. Imata jasne razlike, ampak vedno manj nestrpnosti in ločevanja političnega. Tako da ravno obratno, da je proporcionalni volilni sistem z nizkim pragom ustvarja večje politične konflikte, kakor dvokrožni večinski volilni sistem, na primer. Če bi imeli ta volilni sistem, bi v vsakem svojem okraju bi dobili svojega poslanca. En zmag, kdorkoli. Če ne v prvem krogu, pa v drugem krogu. Torej, imeli bi večji vpliv na izbiro zakonodajnega telesa. Večji vpliv na to, kdo bodo ministri in kdo bo prvi minister. Zato, ker vse politične grupacije, ki kaj štejejo v državi, že naprej povedo, naš program bo tak in ljudje, ki stojijo za tem programom, so ti in ti in ti. In ljudje bi imeli jasno izbiro. In potem, po koncu volitev, ni več nobenih driblanj političnih. Takrat se točno ve, tisto, kar je bilo prej obljubljeno, tisto bo tudi kasneje uresničeno. No, v tem je srčika mojega predloga za ponovno uvedbo večinskega volilnega sistema, za obuditev pobude, torej za uvedbo večinskega volilnega sistema, zato, ker bi zagotavljal trajno politično stabilnost. Trajno. Mi pa imamo sedaj trajno politično nestabilnost. Edino vlada Janeza Janše od 4 do 8 je bila dovolj politično enotna, da je lahko zdržala v isti sestavi od začetka do konca mandata. Vse ostale vlade so padle pred koncem mandata ali pa so se radikalno spremenile sestave v njih. Se sedaj vprašali, zakaj je tako? Ustavodajalec pred malo več kot 20 leti in zakonodajalci so očitno poskušali v Sloveniji ustvariti neko, ne vem, neko ravnovesje med raznimi vejami, oblastmi in tako naprej. Pripisali so v parlamentu celo vlogo, da celo imenuje ministre, recimo. Ne? Ampak vendarle, mi imamo parlamentarni sistem vladavine. Vlada, to pomeni, da je vlada, parlamentarna vlada, odgovorna za stanje v državi. Ampak, če ima to zakonsko in pa ustavno dolžnost, mora imeti tudi mehanizme in pa ustrezne sistemske pogoje, da lahko to izvršuje. Naša vlada pač ne more. In zato apeliram, da ponovno oživimo to idejo in to gibanje za pošteno politiko, ni samo pošteno do državljanov kot taki, ampak tudi kot države kot take, da se bomo zagotovili določeno politično stabilnost in kohezivnost. Danes je resnično, smo sprti vsak z vsakim. Vse vleče na svojo stran, namesto da bi obrnili te silnice navznoter. Ravno zdaj, ko je ta mantra, ko je ta kriza, ko mnogim ljudem zelo hudo, bi pričakovali od politikov, ne, da stopijo skupaj in da najdejo skupno politično rešitev. Janez Janša kot predsednik vlade je poskušal vse dvakrat, najprej poleti, tisti veliki četrti, kot jaz temu rečem, sklical prvič prvake skupaj, da bi se dogovorili v pisu datelju fiskalnega pravila v ustavo in še nekatere druge stvari. Recimo holding, ki je nujno potreben, skupen državni holding, ki bo na pregleden način upravljal z premoženjem države v raznih poslovnih in drugih sistemih. In seveda pripravil tudi za del dogovorenega premoženja, da se proda. Zato, ker država ne rabi biti lastnik v podjetjih. Zakaj pa? Zakaj pa? Ti deleži se ne prodajo. Država je slab lastnik. Biti delež države v nekih sistemih pomeni samo, da imajo nekateri ljudje, ki so postavljeni od politike, neko moč, ekonomsko moč odločanja, korporativno moč odločanja v svojih rokah. Pa niso nikoli izvoljeni na neposrednih volitev, da bi imeli to legitimno pravico neposredno. Torej, boljše je, da se država umakne iz teh sistemov in ne ti sistemi zaživijo svoje življenje. Poglejte samo bančni sistem. 20 let smo jih dokapitalizirali. Vse velike bančne sisteme. Jaz se spomnim enega potovanja z Pučnikom na Dolenjsko pred volitvami leta 92, ko si je trl glavo s tem problemom, pa se je vendar sklenilo dobro, da ima enkrat dokapitalizirati banko, potem pa ne sama shodi. Pa se nič ni zgodilo, ker ni bilo treba. Bančni menedžment
ni rabil biti dober gospodar, ker ni bilo potrebno, ker so enostavno šli zahtevo na vlado za dokapitalizacijo in potem so dobili dokapitalizacijo. Posledično tega je bilo, da smo dobili nekonkurenčen bančni sistem, tudi po drugih analizah, ker ni bilo potrebno zniževati stroškov in tako naprej, ker je pač država oziroma vi, davkoplačevalci, ste vedno dali in dokapitalizirali slabo gospodarjenje banke. Ampak ti zneski grejo v milijarde evrov. In se lahko zamislite, danes pa imamo milijarde evrov slabih kreditov in terjatov v ta isti bank, ki smo jih nenehno financirali. Tukaj se je zgodilo veliko nepravilnosti, veliko kriminala, veliko škode. Zato je predsednik vlade dal tudi ustreznim organom ta poročila, ki smo jih prvič, oziroma so jih, isti, ki so verjetno vlade, predsednik vlade prvič sploh videli. Tukaj se je šlo za politične kredite, za sprego dela politike in finančnega menedžmenta. Bog ve, kam so se plasirali te slabe kredite izven Slovenije, ta denar. Zavzemam se za to, če bom, ko bom izvoljen za predsednika, da ta kriminal ne bo zastaral, skupaj z vlado. In to je srčno potrebno. Po mariborskem predstavitvi mojega programa tudi vprašajo novinarji, ampak zakaj bi se zdaj ukvarjali z himno, recimo, ko pa rešujemo državo iz krize, ne? Mnogim gre v nos tista druga kitica Prešernove Zdravljice, ki bi morala biti sestavni del slovenske himne. Se po ustavi itek Prešernova Zdravljica, himna Republike Slovenije, potem so pa sprejeli neki zakon, kjer pravi, da je 7. kitica himna. Že tržaški pisatelj Boris Pahor je predlagal prvi to pobudo, pa tudi SDS je predlagala, vložila v parlamentarni postopek pred kakšnim letom ali dvema. To in jaz upam, da bo to željo, to idejo obudila, to pobudo obudila. Nekatere moti, Bog živi v slovenski rod. Nič jih ne moti 7. kitica, ki je kozmopolitska, mednarodna, multikulti bi temu rekli, ne? Moti pa jih recimo ta vrstica, ki ima za nekoga dve nesprejemljivosti. Bog in pa beseda slovenska. Seveda nam se mi zdi to čudno, kako bi lahko koga to motilo, ne? Ampak neverjetno v Sloveniji še obstajajo politične silnice, ki jih to moti in ki bodo naredile vse, da tak zakon, taka novela zakona ne bi bila sprejeta. Jaz sem naredil vse in podpiral to vrstne pobude, da tudi druga kitica postane sestavni del himne, kadar se izvaja v različnih priložnostih. Ko govorim o svojem programu, večkrat omenim tudi to, da nacionalno identiteto poudarjam. Zato, ker to je tudi nenazadnje moja primerjalna prednost. Ne Borut Pahor, ne Danilo Türk te dimenzije ne poudarjata. Jaz poudarjam tudi evropsko dimenzijo, ki Danilo Türk recimo ne poudarja. Ampak predvsem odnos do domovine in pa nacionalnih simbolov se mi zdi izjemnega pomena, ne samo za nas živeče, ampak tudi za prihodnje generacije. Ne morate verjeti, kako nekatere države, tudi skandinavske recimo, skrbijo za domovinsko vzgojo, začenši že v vrtcih in potem skozi celotne vzgojne izobraževalne sisteme. Spomnite se, ko je dr. Šturm kot minister za šolstvo pred 12 leti poskušal narediti nekaj na tem, pa je bil deležen ostrih nasprotovanj in kritik. Pa je napravil, hvala Bogu, z dekretom, vsej po valeti so otroci peli slovensko himno, recimo, kar je bilo. Še sam sem pričal bil temu dogodku, je bilo izjemno lepo. Potem sem jaz uvedel zastave vsake šole, vsako šolo in je tudi bilo kar precej kritik. Ampak jaz se mi zdi, da je to neki elementarni odnos do svoje države in pa tudi do svoje domovine. Domovina je veliko več kot zgolj potni list, ki ga imaš. S potnim listom dobiš državljanstvo, nekatere pravice in svoboščine, pa tudi nekatere odgovornosti.
ampak odnos ljubezen do domovine pa veliko bolj prvinski se mi zdi. Je res, da je domovina so tudi gore, reke, narava, ljudje, ampak predvsem pa živi tukaj v nas sami, v naši notranjosti. Zato bi morali tudi, in kot predsednik republike bom spodbujal recimo domovinsko, ne samo tudi državljansko vzgojo. Nekdo mi je dejal pred kratkim na nekem predavanju, a veš, Milan, ljubezen je pa preveč močna beseda, da bi jo jaz vezal na domovino. Sem, ko lahko tako misliš, jaz ne bom nikoli bil tega mnenja stavil. Slovenci smo preživeli stoletja in tisočletja na samem prepihu raznih kultur. To je skoraj mali čudež. Mali čudež ali pa še večji čudež pa ste Prekmurci, ki ste uspeli ohraniti svoj jezik in kulturo skupaj v sožitju tudi z ostalimi narodi, religijami in tako naprej. Predstavljate neko pravo multikulturno družbo. Večkrat sem se vprašal, kako je mogoče nekaj 10.000 Slovencev preživelo tukaj ali pa nekaj 100.000 Slovencev na tem križišču raznih takih kultur in tako naprej, močnejši. Zato, ker smo znali spostaviti dialog z drugimi. To je ključna, po mojem, ključna teza ali pa glavni steber te naše izvirne moči preživetja. So bili veliki evropski narodi, kot so Bretonci, Furlani in tako naprej, ki niso razvili svoje kulture, niso spodbujali svojega jezika in so izumrli. Včeraj je Dimitrij Rupel naštel še 5 drugih velikih narodov, ki nimajo svoje države, kot smo jo dobili mi. To, da smo pred 21 leti spostavili svojo državo, temeljne demokratične inštitucije, je eden izmed viškov v razvoju slovenskega naroda. To, da smo se kasneje dobili mednarodno priznanje, tudi zaradi tega, ker smo dali celemu svetu jasno vedeti, da smo se sposobni sami preživljati, ne živeti na račun koga drugega. To, da smo se vključili v evroatlantske povezave in še tisti višek, to, da smo predsedovali polmilijardni Evropski uniji, to je enkratni dosežek enega takega majhnega etničnega organizma, ki pa je majhen samo po številu prebivalcev. Zato je danes tem težje razumeti, da bi nekateri kar preprosto pustili, ne grejo stvari svoje poti, če bomo pač zaprosili za pomoč, bomo pač zaprosili in nam bodo drugi diktirali tempo našega življenja. Tisti tempo bo veliko hujši, kot bi ga lahko danes sami, če bi bili dovolj politično enotni, določili. Tisti tempo bo veliko slabši. Pa ne nazadnje imamo tudi nekaj svojega nacionalnega ponosa, da že po 2 letih ne zapravimo recimo državo. Kako bomo svojim generacijam, našim generacijam, vnukom razlagali recimo to dejstvo, da smo kmalu po 20 letih izgubili suverenost ali pa neko čast. Jaz še vedno upam, da Slovenijo lahko rešimo. Ne bomo je rešili na tak način, če bomo iz najvišjih oblastnih organov slišali besede o plevelu, ki ga treba seveda od zdravega žita odstraniti, ali pa prvo in drugo razrednih. Od teh ljudi, ki so na najvišjih pozicijah, mora slovenski narod bolj jasno in glasno zahtevati, da delujejo v korist občega interesa. Kot sem že dejal, nič hudega, če je bilo izvoljen recimo iz partikularnega dela politike, ali levi, srednji, ali sredinski, ali desni. Ampak tisti moment, ko postane predsednik republike ali pa nosilec tako odgovorne funkcije, kot je ta, mu jasno nalaga ustava in pa zakone njegove pristojnosti, mora biti državnik predsednik vseh. V tem smislu vas 11. novembra vabim, da se mi pridružite
Jaz verjamem v zmago. Prej smo slišali, ankete slabo kažejo, ampak zadnje ankete tudi ne kažejo tako slabo. Smo že prehiteli enega rivala in jaz verjamem, da bodo odstotki še šli naprej do zmagovitega odstotka 11. novembra. Gospodje, predsednik, ki vidi, je dr. Milan Zver. Našega predsedniškega kandidata bomo skupaj s soprogo in hčero Uršo povabili, da se nam pridružita, kajti večkrat smo že omenili, da je danes tukaj veliko podpornikov našega predsedniškega kandidata. Želimo jih imenovati, želimo jih povabiti v našo sredo, seveda pa najprej vabimo vas, gospod Milan, gospa Urša in pa gospa Andreja. Zato pa predsedniško kandidaturo doktorja Milana Zvera pa podpirajo tudi vsi organi in interesno organizacijo obeh strank, posamezniki in civilne združenja in pa seveda podporniki, lokalne skupnosti, od katerih je danes da bomo slika, kolekta in vse preštorica bomo našo sredo povabili predsednika mestnega odbora Murska Sobota in predsednika Pomurske regije koordinacije SDS in NSI, gospoda Karla Sočka in DZD-a Sočka. Prav tako davimo, da se nam podružijo predsedniki ter mestni občinski svetniki Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. Seveda za kandidaturo dr. Milana Zvera stojijo tudi mladi, zato z veseljem vabim predstavnike mladih, magistrico Vido Žura in seveda Zverilice, ki ste. Nekaj županov se je danes že predstavilo, je že izreklo podporo našemu kandidatu, vabim, da se mi pridružijo, torej gospod Andrej Glavaš, magister Matej Mogoši, gospod Alojz Ražonja in Drago Vogrinčič. Tam je danes tudi član izvršilnega odbora SDS na državni ravni, gospod Matej Zavec, pozdravljeni in tudi vaša podpora je dobrodošla. To seveda tudi podpora poslancev iz vrst Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke v Državnem zboru Republike Slovenije. V našo sredo vabim gospode Jožefa Horvata, Marjana Pojbiča, Branka Mariniča in pa Franca Vesnika. In seveda v našo sredo še enkrat vabimo ministra v vladi Republike Slovenije, dr. Vinka Gorenaka. Jaz, spoštovani, lepa druščina se je nabrala v podporu našemu predsedniškemu kandidatu. Rečemo lahko, da je Slovenija pred najpomembnejšimi predsedniškimi volitvami po letu 1990. Čas je, da Slovenija dobi novega predsednika. Pravega predsednika, predsednika, ki vidi dlje. Spoštovani gospe in gospodje, čas je za doktorja Milana Zvera.
nasvidenje na volitvah 11. novembra, skupaj se bomo veselili in tudi upam, da sedaj poveselili 6-letno skladbo. Ne pozabite pa nocoj poiskati vaših obrazov na spletni strani www.sds.si. Lep večer še naprej, seveda skupaj pa se bomo objeli ob Sloveniji.